del pametnih mest. Bog je rekel: sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja. Spoštljivo in pobožno, kakor Mojzes pred gorečim grmom, so se števerjanci po povratku iz begunstva, v katerega jih je prisilno poslala svetovna vojna vihra, vrnili na ta kraj, na to sveto zemljo, kjer je stala cerkev. In njihova največja želja je bila ponovno zgraditi ta sveti prostor, kraj srečanja z Bogom in skupnostjo. Predvsem njim, a tudi vsem tistim, ki so v tem stoletju za našo cerkev skrbeli, se poklanja mešani pevski zbor Frančišek Borgia sedaj z današnjim koncertom, ki želi ponazoriti občutke hrepenenja, svetosti Evharistije in seveda veselja ob izgradnji nove cerkve. Glavno vlogo v tem prvem delu nosi motet Locus iste Antona Brucknerja. Avstrijski skladatelj, ki je pokopan v samostanu svetega Florijana pri Lincu v zgornji Avstriji, kjer je tudi grob našega zavetnika, je to delo napisal leta 1869 ob posetitvi votivne kapele v Lincu. Besedilo je gradual iz maše za obletnice posvetitve cerkve, ki pravi: to je kraj, ki ga je naredil Gospod, neprecenljiv in neomadeževan sakrament.
sem ga zasnovala kot neke vrste sprehod skozi vire, ki prepovedujejo o nastanku cerkve, o spremembah skozi čas in o ljudeh, ki so z njo povezani. Zelo hvaležen vir za spoznavanje preteklosti cerkve in tudi Števerjana je franceski kataster, ki ga vidite tukaj pred vami, ki prikazuje stanje Števerjana v 19. stoletju. Cerkev je že takrat bila osrednja točka, najpomembnejša v vasi in jo vidimo tukaj. Čeprav se tukaj ne spozna tako natančno, ampak cerkev je bila v temno-rdeči barvi obarvana in imela znak križa, kar pomeni, da je bil javen objekt. Okoli nje pa je bila strnjena povezidava hiš. Pomembna stavba na trgu pa je bil tudi današnji Sedeljev dom oziroma takratna Formentineva palata. No, zelo pomemben tudi vir, ki nam govori o tem, kakšna je bila cerkev v Števerjanu v preteklosti, pa je vizitacija grofa Bartolomeja iz Porčije, ki je obiskal Števerjan in v 16. stoletju zapisal, da je cerkev stala sredi utrjenega gradu, da je imela 3 oltarjev, glavni je bil posvečen svetemu Florjanu, stranski svetemu Nikolaju in Roku. Bartolomeo iz Porčije govori o tem, da streha, stene, okna, vrata in pod so bili v dobrem stanju, stol, to pomeni zvonik, je bil velik in je imel 2 zvona, pokopališče pa je bilo ograjeno, da živali ni imel dostopa. In cerkev je bila pod pristojnosti gospoda župnika iz Ločnika. No, naslednji vizitacijski zapisnik, ki je nekoliko kasnejši, iz 18. stoletja, pa je pomemben zato, ker piše o tem, da je cerkev, župnija, oziroma ne župnija, takratna cerkev v Števerjanu zašla v težave, v dolgove, zaradi gradnje nove cerkve. Tako da to je pomemben podatek, ker na osnovi tega lahko domnevamo, da je cerkev, tako kot smo jo poznali do prve svetovne vojne, po vsej verjetnosti bila zgrajena okoli leta 1700. Podobo cerkve pred prvo svetovno vojno pa lepo prikazujejo razglednice, ki jih, mislim, da Števerjanci kar dobro poznamo, in prikazujejo običajno cerkev na trgu in podobo na začetku 20. stoletja. Imela je zvonik s tem značilnim čebulnastim zaključkom, bila je enoladijska in je imela tako trikotno čelo s poudarjenim vhodom. In značilnost tudi trga takrat so bile lipe, in na desni strani pa vidimo Formentinijevo palačo, tako kot je tudi danes po obnovi. To je še en pogled iz začetka 20. stoletja, ki je mogoče še zanimiv zaradi tega, ker na Formentinijevi palači, oziroma na današnjem Sedejevem domu, je napis gostilna, kar pomeni, da je to stavba ne samo namenjena bivanju grofov, ampak tudi je imela nek javen program. Zelo pomemben vir so tudi načrti oziroma popis stanja cerkve, kot je bil predan za popis vojne škode po prvi svetovni vojni. V bistvu vsak, ki je želel dobiti neko odškodnino, ko se je pač vrnil iz begunstva, oziroma vsaka ustanova je pripravila takrat popis, natančen popis, ki je bil, poleg tega, da je bil spisovni, to pomeni, da je bilo natančno dopisano vse, kakšna je bila cerkev, priloženi so bili tudi načrti. Tako da iz teh načrtov in tega opisa, ki so hranjeni v državnem arhivu v Gorici, vidimo, kakšna je cerkev bila. Imela je 2 oltarja, imela je tako slavoločno steno, bila je enoladijska, današnja je 3-ladijska,
zvonik je bil tudi takrat na desni strani, kor pa je v bistvu bil pomaknen od cerkev in naslonjen na dveh slopih, tukaj pa je bila sakristija. Tu je še drugi pogled, ki lepo prikazuje tudi, kako je bila notranjščina. Imeli smo razne take profilacije, stebre, pilastre, ki so jo obogatili. Kot je Matej tudi prej povedal, cerkev je bila porušena, tako kot marsikateri drugi objekt na tem širšem območju med Prvo svetovno vojno. In v teh zapiskih, ki so popisih vojne škode v državnem arhivu, je pa tudi popis stanja oziroma zemljišč, ki jih je takrat imela cerkev v lasti. In prebrala vam bom en kratek izsek iz tega zapisnika, ki dejansko prikazuje stanje nekega zemljišča, kakšno je bilo pred vojno in kaj je pač povzročila Prva svetovna vojna. Vinograd ležeč na hribu, zasajen z amerikanskimi cepljenkami, sadnim drevjem in poljskimi pridelki. Stanje najboljše, 800 trd od 9 do 11 let na kolih in na peto žico s količi za pregibanje pogankov, 2 čerešni, debeljot, 15 do 35 premjera, 7 hrušk, 4 jabolka, 2 figi, 3 češplje. In na drugem stolpiču, ki pa piše vojna škoda, piše o tem, da je med Prvo svetovno vojno bila postavljena žična ovira na kolih, granatne jame se nahajajo, prekopavanje in izpostavitev v prejšnji stan vinograda, uničene so trte, trtni koli in tako dalje. Tako da iz teh zapiskov dejansko se tudi vidi, kakšno je bilo premoženje cerkve tudi iz tega vidika. No, ko so se vrnili iz begunstva, je bil med njimi tudi kurat Janez Evangelist Jarec. In že od vsega začetka, ko so se vrnili, je bil njihov cilj dejansko ponovna gradnja svoje cerkve. In v vseh teh dopisih, ki so ohranjeni v župnijskem arhivu, ta želja in iskanje raznih načinov, kako pač omogočiti, da bi se ponovno gradila cerkev, je zelo prisotno. Ti najstarejši zapisi kurata Janeza Evangelista Jarca so pisani na svinčnikom in na eden izmed teh je narisana, tudi skicirana, predvidevam ta baraka, lesena, ki je bila potem tudi zgrajena in bila neka začasna rešitev pred gradnjo cerkve. Na tej strani. Potem, ko pride Števerjan Ciril Sedej, pa ponovno z veliko vnemo se trudi, da bi pač prišlo do ponovne gradnje cerkve in v pismu, ki ga pošlje knezno-nadškofijskemu ordinariatu v Gorici, piše o tem, da je kuracijska cerkev, da se nahaja še vedno v razvalinah, leta 20, da je notranja oprava, to pomeni vse, kar je bilo pač v notranjščini popolnoma izginilo, in poudarja tudi to, da so bile orgle popolnoma uničene in da pač nič ni ostalo. In v svojem dopisu leta 2021 v Trst, takratnemu tehničnemu uradu, pa ponovno prosi, da naj bi prišlo čim prej do ponovne gradnje cerkve, zato ker domačini, verniki doživljajo nelagodje, ker se cerkveni obredi popravljajo v leseni baraki. Piše tudi o tem, da je prišlo do različnih kraj, zato ker ta lesena baraka ni bila pravilno zaščitena. In še zanimiv podatek pove o tem, da so naše kraje obiskovali različni potomci vojakov, ki so tukaj se bojevali in različni izmed teh tudi tukaj plačujejo svetomašo. In da prav zaradi tega se vsi ti obiskovalci sprašujejo o tem, zakaj še tukaj cerkev ne stoji. Najzanimivejši iz
iz arhitekturno-zgodovinskega vidika dokument, ki se nahaja v našem arhivu župninskem, pa je načrt Maxa Fabjanija iz leta 1920. Max Fabian je bil eden izmed najpomembnejših oziroma arhitektov iz tega srednjeevropskega območja. In ko je bil star v bistvu približno 52 let, se je kljub svoji uspešni karieri na Dunaju se vrnil v Gorico in se je odločil, da bo tukaj poskrbel, da bo tukaj ostal in poskrbel za ponovno gradnjo na tem območju in postane glavni predstavnik urada za obnovo s sedežem v Gorici, kateri pač ta urad se potem pač preimenuje, ampak deluje nekako do leta 20. In ta urad je imel nalogo, da zasnuje načrte prenove, regulacije vseh vasi, ki so bile porušene in tudi posameznih objektov, pomembnejših v vaseh. In ta, ki ga je hranimo tukaj pri nas, je eden od teh načrtov. Pomemben pa je zaradi tega, ker prikazuje podobo cerkve v bistvu takšna, skoraj takšna, kot je bila prej. Tako da precej različna od tega, kar jo vidimo danes. Na načrtih so označene tudi stanje ohranjenih zidov in različni detajli. In zanimivo je, da je zasnoval župnišče takoj tik ob cerkvi. Potem na tej osnovi ta ista zasnova cerkve, ki smo jo prej pogledali, je vključena tudi v načrt regulacije kraja. In jo vidimo tukaj. In to je nekako Števerjan, ki ga danes poznamo. S cerkvijo, brez pozidave okoli cerkve in s temi razglednimi ploščadmi. No, dejansko pa je cerkev, ki je bila zgrajena, precej različna. Načrt je hranjen v Nadškofijskem arhivu v Gorici. Sicer ni podpisan, ampak glede na slog oziroma glede na način risbe, ki je tukaj pač prikazana, lahko domnevamo, da je to pač Fabjanjev. In prikazuje cerkev v neki, taka kot je bila potem tudi zgrajena, ampak predvsem s nekim drugim slogom. To je pač romanski slog, ki nekako izbriše spomin na starejši čas, na starejšo cerkev in ima samostoječi, ta oglejski tip zvonika. In to je bil tudi slog, ki je bil zelo po volji tudi fašističnim oblastem v tem času. Tako da vse cerkve, ki so v tem od leta 22 potem pač nastajale in bile ponovno zgrajene, večinoma sledijo temu slogu, ker je bil to najprimernejši slog strani tudi države, ker tudi preko uvajanja tega sloga so poskušali v bistvu romanizirati, italijanizirati prostor. Ampak ne glede na to, da je bil to v bistvu nek jasna želja oblasti, kaj želijo doseči s to ponovno gradnjo cerkva v tem prostoru, je bila dejstvo, da je ta kraj spet dobil cerkev pomembnejši. In to se lepo vidi pri zapisu v Goriški straži, ki piše, da je nova cerkev kot kažipot na prevalu je stal pred vojno. Kot kažipot na prevalu je stal pred vojno števerjanski zvodnik. Toda v vojni vihri tudi njemu niso prizanesli. Neumorni kurat Sedej se je zdaj zavzel za zidavo cerkve in zvonika. Oboje bo že kmalu končano pod veščo roko inženirja Damija. Vhod v cerkev je nekaj izrednega, preprosto do skrajnosti, a ljubko in umetniško, da ne zlepa kaj takega in naravnost krasen oltar. Tako da tukaj se tudi vidi, da v bistvu je bila gradnja nove cerkve pomembnejša. Gradnja se je začela leta 1924, novembra 25 je bila blagoslovljena, 4. maja 26 pa posvečena. Tukaj pa je še načrt župnišča, kakršen sicer ni bil kasneje zgrajen, ampak
na isti parceli, ki je tudi hranjen v našem arhivu. No, v arhivu župnije je veliko podatkov tudi o opremi cerkve. Veliko je dopisov v zvezi s kipom srca Jezusovega, kar je bilo tudi že prej predstavljeno v tej publikaciji, ki je šla v 70-letni cerkve. In ta kip srca Jezusovega v bistvu je edini še ostanek prvotne cerkve in nekaj časa je bil predstavljen v domačiji pri Fabrisu, nato pa odpeljan v Firence in kasneje pa ponovno vrnjen. Tako da v arhivu je veliko tega v bistvu dopisovanja med nadškofijo, župnikom v Števerjanu in temi potomci tega vojaka, ki je to pač dobil in želel pač vedeti kaj več o tem. In to je pa zapis, ki je bil najden v kopiji kipa, ki nekako priča o tem, da kip je bil vrnjen Števerjanski cerkvi, narejena je bila pa kopija in tukaj pišejo vsi podatki o tem, kako je pač ta kopija enaka originalu. No, drugo tudi tako delo, ki je precej nenavadno, pa je slika, ki kaže v bistvu trpljenje svetega Florjana. In običajno smo navajeni gledati svetega Florjana v tej vojaški opravi, takega kot vidimo tudi na glavnem oltarju, ki gasi ogenj. Zdaj ta umetnik pa se je odločil, da bo nekoliko drugače uprizoril svetega Florjana in sicer učeništvo svetega Florjana. Tako da veliko je dokumentov o tem, kako ta drugačna predstavitev svetega Florjana ljudem ni bila všeč, tudi pa v bistvu na škofiji. Tako da v bistvu veliko je tega dopisovanja o tem, da pač ta slika pač ni primerna in umetnik pa prosi vseeno župnika brata Sedeja, naj vseeno pač jo naroči in naj ga plača. No, potem imamo dokumente v zvonovih, v števerjanskih zvonovih in sicer dejansko to, kar je bilo tudi že pač objavljeno v Števerjanskem vestniku in sicer dokument o tem, da so bili števerjanski zvonovi najdeni v Krminu in kasneje pač pritopljeni. In ta podjetje Poli iz Vidna je pač to pritopitev izvedlo. In zanimivo je tudi pismo Ivana Mercine, ki je bil pomemben poznavalec zvonov, pisal pa je kuratu Sedeju in ga nekako usmerjal, na kaj pač mora biti pozoren, ko bo naročal nove zvonove. Potem imamo nekaj zelo pomembnih podatkov oziroma dokumentov vezanih na števerjanski zbor. In sicer na eni strani imamo pismo, na katerem so podpisani vsi takratni pevci, s katerim prosijo, da bi nekako škofija poskrbela za organista, ker ga pač ni in imajo sicer neko gospo, ki zna igrati na klavir, ne pa na orgle in menijo te, da pač to ni primerno in zato prosijo, da pač ne se to poskrbi. Na drugi strani pa imamo potrdilo Komela, ki pač je zdal potrdilo, da je dobil plačilo za izobraževanje organista Leopuščka. Potem pa imamo še dokumente o orglah, ki jih imamo danes v cerkvi. Imamo tudi pogodbo, kot pa tudi kolaudacijo, za katero je poskrbel vodopivec in je pa skrbno poskrbel, pregledal orgle in napisal svoje mnenje o tem.
Nazadnje imamo v arhivu tudi veliko zakupnih pogodb med cerkvijo v Števarjanu in različnimi koloni. In tudi razrednico farne šole oziroma spričevalo nekaterih izmed obiskovalcev te farne šole. To pa je zelo pomembno, ker takrat v medvojnem obdobju slovenskih šol ni bilo. Ciril se je veliko prizadeval za to, da bi ta farna šola učila otroke bodisi o verskih zadevah, hkrati pa tudi slovenščine. In nazadnje veliko je dokumentov tudi o poitalijančenih priimkih. Ta je eden od teh, vsi so skrbno spravljeni in vsi pričajo o tem, kako je to pač po navodilu so bili posamezni priimki poitalijančeni. Zdaj za zaključek pa bi vam rada pokazala nekaj fotografij. Nekaj je družinskih, nekaj je pa iz tega zbirke fotografij Silvana Pitolja, ki jih je pripravil in zbral o prvem Likofu. Tukaj je prikazano v bistvu sprevod ob čaščenju Fatimske Marije iz Oslavja. To je takoj po drugi svetovni vojni, tako da vidimo, da je spomenika, na primer, tukaj še ni. Potem imamo nekaj družinskih fotografij moje mame in mame z nekaterimi prijateljicami. Potem imamo Sveto obhajilo in skupino otrok ob prejetju prvega svetega obhajila. In poroko mojih staršev. Zdaj tukaj recimo, da to pač kaže na, to sem dala tudi zato, ker kaže na neko drugačno podobo cerkve, kakršna je pač danes. Tukaj nimamo več te zapore. Zadaj pri dveh vhodih ni več danes kipov. Na tej strani, pa kjer je sedaj slika tega svetega mučeništva, svetega Florjana, pa je bil nekoč krstni kamen. No, tukaj pa imamo tudi podobo prezbiterja, kakršen je bil pred barvanjem v 80 letih, tako da vidimo, da v bistvu v tem zgornjem delu so bile tudi take dekorativne poslikave. Zdaj, kot zaključek bi vas glavno rada povabila, da tudi vi prispevate svojimi spomini in tudi slikami k nastanku neke publikacije, ki bo nastala v letošnjem letu. Predvsem, da nekako dopolnimo oziroma prikažemo tudi novejši čas te cerkve, ker prav gotovo vsak izmed vas ima doma kaj iz tega, oziroma bi pač kakšne spomine, ki so vezane na cerkev in lepo bi bilo, da bi bila ta publikacija bogatejša tudi s temi zgodbami.
Gospod, Tvoje ime bom slavil med angeli. Tukaj sem, da zapojem pesem Ti. Moj Gospod, Tvoje ime bom slavil in molil Te. Hvala Ti, da si v stiski rešil me. Kadar v stiski hodim sam, me ohranja živega. Jezo mojega meri sovražnika. Njegova me rešuje dlan in zato mu bom zapel. Vem, Gospod bo dovršil, kar je začel. Moj Gospod, Tvoje ime bom slavil med angeli. Tukaj sem, da zapojem pesem Ti. Hvaležnost je več kot samo beseda hvala. Je protistrup proti negativnosti in nezadovoljstvu. Je globok občutek cenjenja in priznavanja dobrih stvari v življenju, velikih ali majhnih. Hvaležnost vključuje priznavanje pozitivnih vidikov naših izkušenj, odnosov in okoliščin, kljub izzivom ali stiskam, ki nas morda obdajajo. V znamenje zahvale, da smo dočakali in z vami vsemi, dragi sovaščani, prijatelji in cenjeni gostje, praznovali 100. obletnico posvetitve Števerijanske cerkve, se sedaj prepustimo krstni izvedbi himne Te Deum Laudamus, ki jo je ob tej slovesni priložnosti dirigent in skladatelj Patrik Quaggiato poklanja Števerijanskemu zboru in celotni skupnosti.
dvakrat moli. Ob 100-letnici mislim, da velja kar 3-krat. In ob tako čudovitem večeru na profesionalni ravni je premalo reči hvala. Zato bi rekel kot prošnjo in te domine speravi, non confunda in eterno za naše umetnike in za vse nas, pa vseeno si zaslužijo nekateri tudi poimensko to zahvalo. Alenki Batista, Patriku Padžatu, instrumentalistom iz Strminske in Dobrodovske godbe, organistu Fabiju Persovnji, pevcem mešanega pevskega zbora, Frančišek Borja Sedej in društvo Sedej za podporo in organizacijo. Biti župnik take skupnosti, prijateljev, sodelavcev, je nekaj lepega, zato tudi v osebnem imenu iskrena hvala poklonaj. Vsi vabljeni sedaj na druženje v Sedejev dom, da nadaljujemo ob kapljici in tudi ob kakšni trši stvari. Pa vsem lep večer še naprej.